Čeprav si junake, ki rešujejo mesta pred sovražniki, navadno predstavljamo kot velike in hrabre, pa v Mariboru ni bilo tako. Naše mesto naj bi pred turško nevarnostjo namreč rešil majhen in šibak čevljarček. Tam nekje sredi 16. stoletja, po legendi, je čevljarček rešil Maribor pred Turki z eno pogumno in drzno akcijo. Ko se je v času, ko so Maribor že oblegali Turki, 10 tisoč glava vojska, je to bila v mestu, je živelo okrog 1000 ljudi, izmuznil skozi mestna vrata, skozi ta turški tabor do 3 ribnikov, spustil zapornice in omogočil, da je voda stekla v obrambni jarek in odplaknila Turke v Dravo. In prav v čast temu pogumnemu čevljarčku je Zveza prijateljev Mladine Maribor pripravila prvi čevljarčkov festival. Cilj tega programa pa je bil, da združimo ustvarjalnost mladih, inovativnost, pogum. To so vse značilnosti, ki bi jih naj imel tudi čevljarček, ko je rešil Maribor. Rdečo nit festivala povezujejo ustvarjalne delavnice, nove in stare obrti. Ustvarjali bomo na ustvarjalnih delavnicah, preoblikovali bomo stare čevlje v novo preobleko, delali bomo različne izdelke, predvsem iz odpadnih materialov, se pravi reciklirali in tem spodbujali tudi vse, da razmislijo, kako lahko z malim vložkom spet uporabimo predmete, ki bi jih sicer zavrgli. Kaj pa boš izdelal? Pobarval čevlje. Pa so ti všeč taki čevlji z visokimi petami? Ja, Kakšne barve bo pa čevelj? roza. Zelo rada hodimo na vse delavnice, tudi poleti sva bila dosti na Lentu in ker nama je to zanimivo, obema. Obrt je zelo pomembna za našo ekonomijo v Sloveniji in mislim, da ji damo tudi premalo pomena, tako da je takšna prireditev zelo primerna in mislim, da s tem spodbujamo ustvarjalnost vseh mladih. Žal pa so tako čevljarske obrti kot tudi številne druge, ki so nekoč veliko pripomogle gospodarskemu razvoju našega mesta, v Mariboru skoraj izginile. A upanje ostaja, saj otroci, ki so se udeležili čevljarčkovega festivala, dokazujejo, da tudi v sodobnih virtualnih časih mladi lahko uživajo v kreativnosti in ročnih spretnostih.